Pozdravljeni, sem Marja Milič in poslušate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Preden gremo na današnjo epizodo, bi vas rada spomnila na 2 bootcampa, ki se bosta izvedla, in sicer bootcamp v živo investiranje, kako sploh začeti. In sicer tukaj se bomo v bistvu ukvarjali s prvimi koraki v svet investiranja, spoznali bomo naložbeno piramido, poglobili se bomo v investiranje v obveznice, investiranje v zlato in pa konec koncev tudi poglobljeno pogledali investiranje v sklade, ki kotirajo na borzi, torej ETF, Exchange Traded Funds, in pa sklade, ki ne kotirajo. Kakšne so razlike? Sestavljali bomo skupaj portfelj investicij in na koncu seveda tudi opravili nakup oziroma skupaj poklikali, kaj moramo vse poklikati, da opravimo nakup ETF-a. Druga zadeva, ki bi jo rada izpostavila, je poletni finančni bootcamp za mlade, in sicer se bo zgodil 21. avgusta. Število je omejeno, primerna delavnica je za mlade stare od 17. do 20. leta. Mladi bodo spoznali, kako izkoristiti moč obrestnega računa. To je tisto, kar jim je bilo v bistvu podarjeno ob rojstvu. In seveda, kako lahko to v bistvu izkoristimo. Naučili se bodo investiranje, pasti potrošništva, kako aktivirati denar in seveda, kako pri 18 letih ali pa 19 sestaviti portfelj investicij, ki bo nekako deloval na dolgi rok. Predstavila bom tudi naložbe, ki so v portfelju mojega sina, 18-letnega Marka, ki ste ga tudi nekateri spoznali na dogodku MoneyHow Live. In pa seveda prišel bo tudi gost presenečenja, multimilionar, ker je pa v bistvu njihov pogled na tveganje popolnoma drugačen kot pa recimo pogled na tveganja nekoga, ki je zaposlen. Tako da to se mi zdi, da je ena taka zelo dva različna svetova in se mi zdi fino, da se to predstavi na enem takem dogodku. Zdaj, ko govorimo o tveganjih, bi vseeno v tej epizodi, ki sem jo posnela, bi rada omenila, da pač tvegane naložbe seveda obljubljajo visoke donose, skrivajo pa tudi ogromno pasti, in v tej epizodi se pravzaprav ne sprašujemo, ali tvegati, ampak kako tvegati premišljeno. Se pravi, zakaj nekatere visokorizične naložbe uspejo, druge propadejo. Govorili konkretno bomo o naložbah v zagonska podjetja, kako se zaščititi pred izgubami, kako se staviti portfelje, kolikšne investicije so potrebne za to, da investiramo v startupe. In pa seveda, to se mi zdi taka zanimiva naložba, o kateri mogoče se premalo govori. Nekateri celo pravijo, da so investicije v startupe lahko celo bolj špekulativne kot pa same investicije v kriptovalute, saj v bistvu niso likvidne in smo zaklenjeni v teh investicijah lahko tudi, 5-10 let. Pred mikrofonom MoneyHow je Gregor Rebolj, direktor in partner v družbi Silicon Gardens, ki upravlja sklade tveganega kapitala. Zdravo, Gregor. Živo, hvala za povabilo. Z veseljem. Preden bomo midva se potopila, kaj sploh skladi tveganega kapitala so, bi te rada vprašala, mogoče za začetek, da se vrneva na tvoje začetke, v tvojo zgodovino, ker bi te prosila, da pojasniš, kako se je tvoja zgodba začela, kako si pač zaplaval v podjetniške vode, prodal podjetje, ustvaril prvi denar, zaslužke, zato da si lahko soustanovil tudi konec koncev prvi sklad tveganega kapitala. Ja, po moje najboljš vedno vse te razne pogovore, ki so sicer bolj ekonomsko obarvani, jaz vedno poudarjam, da jaz po izobrazbi nisem ekonomist, sem v bistvu inženir računalništva in informatike. In na ta način pa začel se pravi v bistvu kot inženir, kot vodja inženirjev poznaj in potem tudi v bistvu kot podjetnik, se pravi takrat sem svojo ekipo ustanovil svoje podjetje, ki se imenovalo Klika. S Kliko smo se v bistvu zelo fokusirali na neko določeno tehnologijo, ki je mogoče takrat, ko smo se mi začeli ukvarjati, še ni bilo toliko očitno, ampak pol pa zelo, ta prehod se pravi na internet in potem tudi v bistvu na mobile in na cloud. Se pravi, v bistvu tukaj smo zelo delali z različnimi startupi, z različnimi tehnološkimi podjetji, probali analizirati točno, kaj oni rabijo, in jim pol s tehnologijo pač pomagati. In pač pomagati pri product developmentu in tako naprej. In na tej poti nekje smo se srečali s Sportradarjem, ki je v bistvu bil ena od naših strank. Sportradar je zanimiv, pač v bistvu
ponudnik športnih podatkov. Ne. In v bistvu takrat, mogoče še nismo toliko čutili, ampak se pa je že videli, da pač v bistvu ta mobile prehod na telefone, ne, je v bistvu za Sportradar ful pomemben. Ne. In oni so v bistvu zares iskali, kje zdaj dodatno se ojačati, ne. In v bistvu smo pol mi videli, da smo pač tak idealen fit, tako da smo dobili pol ponudbo, da se mi združimo na nivoju pač podjetja, da enostavno združimo obe dve podjetji, temu se reče share swap, ne. In v bistvu pač dobimo tudi en sedež od 5 na bordu in skupaj potem vodimo pač to podjetje naprej, ki je bilo takrat še relativno majhno, ne, če to pogledamo. Tam 2010 smo se začeli prvič v bistvu z njimi delati. Ne. In potem čez čas, ne, se pravi, tam je bilo potem že mal moj prehod tudi na investicijsko stran, ne, se pravi, v bistvu že praktično manj kot en mesec po temu, ko smo mi closali našo transakcijo, sem bil že povabljen v M&A ekipo, kjer smo pač v bistvu potem gledali neke druge firme, ki bi jih lahko kupili, ne. In v bistvu bil pol tudi del tega M&A, tako da tukaj je bilo pač, ko bi rekel, Sportradar je tam 30 do 50 podjetij na leto pogledal, ali je pač smiselno v bistvu ali v njih investirati, da so v bistvu samo kot stranke, jih mogoče kupiti, ne. Zdaj, zares investicij se je pol zgodilo mogoče tako ena na leto, ne, recimo, ne, ampak vseeno je bilo kar veliko, mislim, mene bo pač nekaj novega in zelo zanimivega, ne, tako da v bistvu takrat sem se pol prvič srečal z investiranjem, paralelno, ne, smo pa v bistvu tudi, se pravi, to so pa že neki začetki Silicon Gardensa, ne, ki so bili mogoče, ne vem, tam 2008 je Zemanta pripeljala nazaj iz Londona ta nek, moramo nekaj narediti za community, moramo v bistvu mogoče najdeti nek način, nek prostor, kjer v bistvu si lahko mi podjetniki delimo svoje izkušnje, ne, in tako je nastal Silicon Gardens, ne, ki je v bistvu bil takrat še v Kiberpipi od spodaj, tako imam zelo lepe spomine na tisti čas, ker smo si dejansko, večinoma sicer tehnološki podjetniki, smo si v bistvu delili razne izkušnje. In pol tam 2013-2014 je Jugo z naše generacije prvi exitov iz mimo vrste in je takrat nastala neka taka pobuda. Kaj pa, če bi mi v bistvu zdaj poleg tega, da se sam pogovarjamo, pa tako pomagamo founderjem, kaj če bi tudi v bistvu kaj investirali. In smo takrat v bistvu dali skupaj en mikrofund, s katerim smo začeli, to je bil sklad 1. Potem smo v bistvu, se pravi, če pogledamo, to je bil neke vrste test za nas, ne, se pravi, ali so lokalni startupi dosti močni, dosti smiselni za venture capital in po drugi strani, a smo mi dosti dobri, da pač prepoznamo ta potencial. Ne. S tem, da to treba reči, da v bistvu ti sklad 1 je bil zelo, se rečem, part-time je še kar generous, ne, ker pač v bistvu, takrat sem bil 150% še obremenjen z Sportradarjem. Ne. In v bistvu pol po exitu, sprav, Outfit 7 je najprej exitov v konc 2016 in potem mi 2018, ne, smo se takrat začeli pač dobivati tudi na temo upravljanja svojega premoženja. Ne. In ko smo se dotaknili v bistvu te teme investiranja v startupe, ne, smo rekli, mislimo, da je smiselno pač obuditi, ne, se pravi ta Silicon Gardens, in smo potem štartali 2019 sklad 2, ki je bil v bistvu, recimo temu, polprofesionalen, pa zdaj sklad 3, ki je pa v bistvu čist profesionalen. Ne. A te lahko ustavim za sekundo, če malo pojasniš? Se pravi, ko ste formirali v bistvu prvi sklad, ste v bistvu vložili svoje v bistvu nekako prihranke v ta sklad in tako je v bistvu nastal ta sklad, si predstavljam. Ne? Tako, a lahko tako. Mogoče, samo toliko, da imamo občutek, koliko denarja je potrebno investirati, da se formira en tak sklad, recimo na posameznika? Lahko mogoče to razkriješ? Seveda, mislim, to so bili sicer drugi časi, ne, seveda, ne, se pravi 2014, prvič, ne vem, če je bilo 100 startupov na področju cele Slovenije, ne, tako da v bistvu ni bilo niti velike izbere, tudi denar je bil, kako bi rekel, malo drugačne vrednosti, no, lahko rečemo, čeprav so bili še vedno evri, ne, tudi inflacija svoje naredila, ne, lahko to rečemo, ne, in v bistvu tisti sklad je bil čist, se pravi, naši prihranki, mislim, da je bil malo več kot 300,000 evrov. Okay. Tudi sama struktura, ne, takrat še ni bilo na ATVP-ju te možnosti, da bi ti lahko alternativni sklad postavil, ne, in smo v bistvu takrat naredili čist DOO, ki seveda davčno ni najbolj optimalen, ne, predvsem v bistvu zato, ker smo rekli, pomembno je ta proces, ne, se pravi, da v bistvu mi vidimo,
ali je regija primerna za nekaj takega in ali smo mi primerni za to. Ne? In tukaj pol smo mi tudi takrat že davnega 2014 pač pol govorili z ATVP-jem, da bi bilo fajn pač imeti neko tako strukturo. Ne? In je bila to pobuda potem za te oblike alternativnih skladov, ki jih pa zdaj imamo. Ne? Tako da v bistvu 2 pa 3 ne? Sta v bistvu zdaj že čist, se pravi na ATVP-ju regulirana sklada, davčno transparentna in tako. Ne? Se pravi v bistvu... A greva nazaj na to drugega. Zdaj prvi si rekel, da je bil približno 300,000 velik sklad, potem ste pa verjetno, če sem prav razumela, ste exitali iz svojih teh podjetij, ker ste jih prodali, ne? Ste verjetno dobili neke zneske, nekaj denarja in ste potem v bistvu naredili drugi sklad. Ne? Tako, ne? Drugi sklad je bil okoli 6 milijonov velik, ta je pa zdaj 35. Koliko je pa še teh 6 milijonov, koliko ljudi je bilo vključenih v tem drugem skladu? Da se spomnim, po mojem tam okoli 25 nekaj takega. Ampak na začetku si povedal zelo lepo, da v bistvu je nastal sklad iz potrebe, da upravljate svoje premoženje. Ne ta prvi v bistvu je bil eksperimentalno. Ja. Pa tudi v bistvu, če gledam zdaj, pri meni venture ni velik procent portfelja. Ne? Se pravi v bistvu, in tudi vedno predlagam vsem vlagateljem, ne? Venture je ena taka specifika, pa bo mogoče potem šlo pač bolj v detajle, zakaj. Ne? In zato jaz vedno priporočam, da naj ne bi bilo več kot 5%, mogoče 10%, če si pač res blizu temu, ne? Ampak v bistvu strogo svetujem, da pač raj ne. Ker je pač, lahko bi rekel, da še kripto je bolj varen, zaradi tega, ker je v bistvu kripto tudi likviden, vložek tukaj je pa nelikviden. Ne? In to marsikdo pozablja, vidi pač v bistvu neke zgodbe, kako nek startup uspe in tako naprej, super fajn, ne? Ampak zares v bistvu ves ta čas je ta investicija nelikvidna, tudi dividend se ponovadi ne izplačuje za razliko od private equity-ja, ne? In v bistvu imaš denar zaklenen, lahko bi rekel, skoraj za 10 let. Ne? Tako da to so res dolgoročne naložbe in tudi zaradi te rizične narave je fajn, da je to denar, ki ga lahko izgubiš, recimo temu. Ne? Se uspešnost, če mogoče sam še dotakneva se uspešnosti nekih teh zgodb, 90%, neka statistika kaže, da pač se zgodba ne izide, da propadajo startupi. Seveda, ne, se pravi v bistvu sploh v tem zelo zgodnih fazah, ne, tako kot imamo pač recimo pre-seed seed, kjer mi investiramo, ne, oziroma zdaj se je pojavil še nov izraz, ki se uporablja inception phase, ne, se pravi v bistvu mi doskrat s temi founderji še preden naredijo svoje podjetje, se mi v bistvu z njimi ukvarjamo in pomagamo pol leta prej in potem pomagamo v bistvu postaviti podjetje in tako. Ne? Tako da smo v bistvu čisto od začetka pa zraven. Ne? Ampak seveda ta podjetja že sama po sebi pa so seveda rizična. Tudi v bistvu ta segment, ki je primeren za venture capital sklad, ne? So v bistvu ponovadi podjetja, ki so bolj ambiciozna, ki imajo neko globalno ambicijo. V veliki večini so to v bistvu tehnološka podjetja, ne, se pravi, jahaš na nekem tehnološkem valu, probaš v bistvu neke stvari narediti boljše, kot so bile narejene do zdaj. Ne. Ampak v bistvu, zakaj se venture capital imenuje venture capital? Ne? Ni to zaradi tega, ker bi bilo to venture za investitorja, ne? Ampak je v bistvu zato, da ti founderjem omogočaš, da se oni obnašajo mogoče malo bolj rizično, malo bolj neekonomično, dajmo reči. Ne? Firme se da narediti tudi čist lepo organsko, pač da počasi lepo rasteš, vlagaš svoje prihodke oziroma svoje dobičke pač nazaj v rast podjetja, ne? In tako rasteš. Ampak ta rast je v bistvu relativno počasna. Ne? Venture capital ti bo ponovadi omogoča, da pač ko začutiš, da je tam neka velika priložnost, ne? Da takrat pritisneš na gas, seveda to pomeni, da tudi to ni, ko bi rekel, 100% efficient, kar se tiče denarja, tu delaš napake, ker se pač prehiter premikaš, ne? Ampak čisto zares se pa pričakuje od tebe, da boš ti zdaj v bistvu ta denar uporabil, zato da boš pač hitreje rastel. Ne? Mogoče je tukaj en tak dober primer, se pravi, da se dotaknemo, zakaj sploh venture capital obstaja. Ne? Zdaj, pa mogoče je tudi tako način, kako jaz gledam pač na svoje ostale investicije. Ne? Zdaj, če pogledamo recimo, ne vem, najprej
ko imaš nek kapital. Ne? Jaz recimo mogoče ga upravljam na ta način, da je bolj, se pravi, v tem se reče wealth preservation, ne? Se pravi, v bistvu ni namen, da bi jaz zdaj pač povečeval kapital, ker ga imam dost, ampak v bistvu, da ga upravljam na ta način, da je pač seveda, tako recimo, bolj konzervativen, varen način, da pač v bistvu ohranja svojo vrednost. Zakaj? Ne? Zato, ker v bistvu pač obstaja ena stvar, ki se imenuje inflacija. Če pogledamo zadnjih 10 let, mislim, da je tam okoli 3,2%, da je bil v eurozonu, ne? In to je zdaj average vsak let, ne? Mi smo tudi živ 9% vmes, ne? Tam po koroni, ne? Ampak v bistvu, zares, če pogledamo average, je to 3,2%, ne? In zdaj pa ta obrestni račun, ki ga marsikdo je za njega mogoče preveč abstrakten, pa jaz vedno predlagam odpri spreadsheet, pa sam potegn, pa vidiš v bistvu, kaj dobiš nazaj, ne? Je, da ti po 10 letih, ne, če samo inflacijo pogledaš, ne, dobiš tam 1,3 kratnik. Ne. Se pravi, v bistvu, če pogledamo v smislu investiranja, ne, če sem jaz investiral nekam, ne, pa zdaj nima veze kaj, so to delnice, nepremičnine, karkoli, ne, pričakujem, da bo vsaj premagal inflacijo, ne, kar pomeni, da čez 10 let, da bo vsaj 1,3 kratnik. Ne. Pa če se malo premaknemo, pač tako po se pravi, še vedno tako ne toliko rizične, ampak recimo nepremičnine. Ne? Pa v bistvu najboljš tak približek, ker se vedno pogledam, ne gledam toliko te lokalne zadeve, ne? Ampak v bistvu bolj te rejte, te pač se pravi, real estate sklade. Ne? V bistvu je zanimiv pač tam nek average donos zadnjih 10 let je bil 7%. Ne? Če tako gledamo IRR. In to že pride tam na tam 1,82, tam nekje, približno. Ne? Se pravi, v bistvu moraš že dvakratnik, ne, da pač v bistvu si ti investiral nekaj nepremičnine, ne, ki to so še vedno sliš tako relativno safe. Ne? Potem, seveda, zadnje 10 let je borza zelo dobro delala. Ne? Zdaj tukaj lahko gledamo ali globalni indeks, se pravi World Index, ali pa v bistvu S&P 500, ne? Te so delali zdaj, ne vem, 9%, mislim, da je globalen indeks bil, pa 12% S&P 500. Ne? Zdaj spet, ne moramo gledati za nazaj, ne? Pač, da bo to zdaj tudi naslednjih 10 let, ne? Ampak recimo zadnjih 10 let, tudi zaradi nizke obrestne mere in tako naprej, bo to pač v bistvu zelo dobra investicija. Ne? In če vzamemo nek average, ne, je to tam okoli 3-kratnik ti da na tvojo investicijo v 10 letih. Ne? Pa pridemo v ta segment private equity, kjer noter paše pač tudi venture. Ne? Zdaj, pa mogoče private equity je pač za tiste, ki ga še ne poznajo, ne? To je pač v bistvu, se pravi, investiraš v zrelejše podjetja, recimo tudi Sportradar je, nima nobenega venture, je pač v bistvu samo private equity, je pač ena večja evropska firma EQT je pač investirala v nas in smo na ta način lahko spet, recimo, neorgansko rastel. Ne? Zdaj, ta je že bližji venture, zaradi tega, ker je pač nelikviden kapital, ne, zaklinen za 10 let. Ne. Zdaj, in za ta private equity se že pričakuje, da mora biti tam 3-5% več donosa, višji donos, kot pa v bistvu nek public market. Ker public market, jaz lahko danes grem noter, jutri grem ven, če rabim denar. Ne. Private equity pa ne. Ne. In tam se pričakuje tam, ne vem, 15% recimo, ne. 15% je že 3,5%, ne. Tako da v bistvu pol pa šele pride venture, ne, kjer imaš pa v bistvu potem, ne vem, rekel 20-25 super skladi, res dobri skladi, lahko celo več. Ne. Kar pomeni, da pol za venture, da obstaja, ne, je smiselno, da imaš pač v bistvu take donose, ne, se pravi 5-kratnike v 10 letih. Ne. In tukaj se vidi, da v bistvu res te boljši skladi, pač, oziroma bom tako drugače rekel, ne, lahko se ukvarjaš tako, da si malo bližji private equity-ju, pa probaš pač v bistvu sestaviti, kada bi rekel, bolj varne zgodbe, kjer pač ni toliko rizika ali pa pač toliko pozno priješ noter, pa mogoče narediš 1, 2, 3-kratnik sklada. Ne? Sam za res dobre sklade moraš v bistvu imeti, temu se reče pač v bistvu po angliško power law, ne? Je pač, kjer v bistvu vidiš, da za razliko od private equity-ja, ne, tam tvoje investicije imajo približno enako vrednost, enako verjetnost preživetja, ne, ali pa returna, ne, nekaj, da boš exitiral. Ker si
toliko pozen si pač v bistvu investiral noter, da je pač to že neko zrelo podjetje. Ne. Zdaj pri venture kapitalu je pa drugačne, pa v bistvu, da ti večinoma vidiš, da ti par podjetij res dobro dela. In ta podjetja ti v bistvu potem povrnejo celotne sklade. Ne. Tako da v bistvu je res taka logika, ki jo marsikdo tudi te, ki so pač recimo v private equity-ju, je mogoče ne razumejo ali pa so tako zelo uncomfortable s tem, ne. Ker, veš, v bistvu zares, pol imaš tam, ne, mi zdaj modeliramo, se pravi, prejšnji sklad je bil 35 investicij, ta bo tudi nekaj tazga, ne, da v bistvu pač je par tistih investicij, ki nam bo dejansko povrnili sklad. Ne? In je v bistvu logika taka, da ko mi investiramo, če se odločimo pa za eno podjetje, za investicijo, mora imeti v teoriji možnost, da tisti naš vložek, da povrne celoten sklad. Temu se reče, da je fund returner. Ne? In to seveda je pač tako, ni enostavno narediti, ker tukaj ne govorimo o 10-kratnikih vložka, tukaj govorimo lahko o 100-kratnikih vložka. Ne? In vidiš pa, ne, da pol, ko pa če zadaneš pač v bistvu neko tako res močno zgodbo, ne, ali ne vem, primeri recimo UiPath, ne, to je bila v bistvu firma iz Romunije, in vsi trije skladi, ki so investirali to relativno zgodiše, ne, eden je naredil 14-kratnik celotnega sklada, pa ta druga dva sta naredila pa 20-kratnik celotnega sklada. Ne. Zapravo 20-kratnik je v bistvu, to je 40% letnega donosa. Ne. In to je v bistvu tisto, kar je pač, recimo, da naša ambicija. Ne pravim, da pač je zelo težko narediti, tako da v bistvu realno mi modeliramo 5-kratnik, ampak zares pa v bistvu probamo narediti izjemno dober sklad. A te lahko vprašam, zdaj si omenjal, koliko recimo teh naložb imaš v košarici, ker sklad je pravzaprav košarica različnih podjetij, na startupov, koliko jih imate v košarici? Ja, zdaj začel recimo prvi sklad, ki je bil seveda pač tak ekstra majhen, je imel 10 investicij in tam se živi v bistvu ta powerlaw. Se pravi, investirali smo recimo v Flaviar. Flaviar mislim, da je bil 25-kratnik na koncu return pač investicije. Ne? In je bil za sklad, mislim, da 1,5-kratnik. Se pravi, ena investicija je povrnila 1,5-krat celotnega sklada. Ne? Potem je bil Clean Shelf, ki mislim, da je bil tam okoli enkratnik, se pravi fund returner, ne? Pa še Povil, ki je v bistvu še dodatno. Tako da v bistvu cel sklad zdaj je se pravi, en kazalnik, ki kaže na v bistvu tudi, koliko dober sklad je, ne? Je v bistvu koliko sredstev si nazaj distribuiral pač investitorjem, to je DPI, ne? In je pač kakšen multiple sklada si vrnil. Ne? In zdaj v bistvu za ta sklad je ta zdaj trenutno 2,5x, ne? Pa računamo noter, imamo še recimo Immediately pa Eurosender, ne? Ker sta še vedno pa zelo močne podjetje, tako da v bistvu modeliramo, da tam okoli 4,5-kratnik bo v bistvu ta prvi sklad. Ne? In tukaj se vidi, da od ostalih, se pravi 5, ne? Ni bilo pa nič. Se pravi, enostavno pač, ali so ugasnili, ali smo pač v bistvu nekako na drugačen način pač v bistvu izstopali, ne? Ampak v bistvu večinoma je tako, da ti, polovica ti lahko pač ne preživi. Ne? Zdaj lahko samo vprašam, glede na to, da je bil relativno majhen sklad 300,000 evrov, so bili to tudi relativno majhni vložki, ne? Tako, ja. To so bili tam 30 do 50 tisoč evrov so bili vložki. Ampak vseeno, v redu, ste naredili 3-4 Mislim, dobrih investicij ste imeli, pa se je potem tudi poznali. A s tem denarjem, ki ste ga... Klej smo recimo gledali, se pravi, ko smo gledali nek pač past performance, ne, smo v bistvu vedno videli, recimo v enki, seveda je bil sklad čist premejhen in v bistvu smo mogli vedno tudi te naše investicije, kako bi rekel, iskati še druge vlagatelje, pač tudi pri teh začetnih investicijah. Tako da v bistvu smo tudi doskrat mi zraven še, se pravi, če si se počutil pač blizu neki zgodbi, ne, si pač tudi ti še v bistvu zraven še kaj dodal, ali pa v bistvu še koga drugega pač iz tujine povabil zraven. Ne. Kar pa v bistvu s poznejšimi skladi pač tega ni več treba delati. Ne. Ampak videli smo, da pač alokacijo bi lahko dobili in tudi multiple bi bil enako velik, ne, če bi imeli pač takrat več denarja v skladu. Ne. Ampak pač smo gledali to kot neko alfa verzija sklada. Ne. Ampak verjetno je moglo biti na drugi strani tudi zanimanje strani teh podjetnikov oziroma neko zaupanje v vas kot financerje oziroma investitorje,
Se pravi, je moglo biti neko vzajemno zaupanje, si predstavljam, ne? Ker Sigurno, marsikdo, jaz danes, ko se pogovarjam s podjetniki, marsikoga ne želijo noter spustiti v svojo strukturo. In to je tudi prav, ne? Se pravi, v bistvu tvoje podjetje je pač, aj bi rekel, tvoj baby, ne? In v bistvu, da boš pol ti enemu pustil, da ima, ne vem, 5-10-15% tvojega podjetja, kakšni investitorji hočejo tudi zelo, rekel, nesorazmerne pravice, glede na to, pač kakšen delež imajo, ne? Pa ne rečem, da je to narobe, ne? Je čisto razumljivo, ne? Pač to, da se odločaš ti za en venture sklad, najprej kot to, ne, pomeni, da moraš imeti dosti veliko ambicijo in da moraš imeti tudi željo v 10 letih prodati. Ali pa recimo 10 plus 1 plus 1, ne, se tako reče. Ne. Se pravi, v bistvu skladi so ponovadi narejeni za 10 let, investirajo v prvih 5 letih, ko investirajo, se pravi, da v bistvu še dodatno, ki investirajo v svoje obstoječe investicije še par let pozneje, ne. Ampak pol v 10 letih je pa namen pač, da ti v bistvu vrneš ta denar nazaj. Ne? In to lahko največ razširaš do 12 let. Ne? Tako da v bistvu je to neka zadeva, ki jo mogoče kakšni founderji tako zelo easy pač vzamejo, ja, pa saj pa 10 let je še daleč, ne? Ampak v bistvu zares, zdaj, ko recimo dobivamo že te prve sklade, ki so bili narejeni 10 let nazaj, ne? Se tukaj zdaj vidi ta pritisk na founderje, ne? Da lej, zdaj pa pač ne glede na to, a si zdaj že zadovoljen s tem, da si toliko zrasel podjetje, da bi ga prodal, ne, mi bi radi pač ven izstopili. In zdaj so pač različni načini. Ne. Seveda, če pač podjetje raste in je hod, to sploh ni problem. Ne. Se pa pač ni, pa seveda v bistvu tukaj večji challenge. Ne. Zdaj, tle bi izpostavil dve stvari. Ne. Eno je, nikoli ne jemlji denarja od sklada, če je samo denar. Je v bistvu vse, kar boš dobil, samo denar. Ne. Mi smo namenoma, mislim, mogoče to je tudi naša filozofija, ne. Mi smo tako imenovani Founders for Founders Fund, se pravi v bistvu celotna ekipa je podjetna. Ne. Poleg mene je zraven še Rok Zorko, ki je soustanovitelj Outfit7, Izet Ždralovič, ki je soustanovitelj Fotometa pa Mikroblinka. Za tiste, ki ne poznajo, Fotomet se je 2 let nazaj Google prodal za 700 milijonov, Mikroblink je pa tudi imel v bistvu en secondary vmes, ki so se združevali z enim ameriškim konkurentom, mislim, da bo tam okoli 200 milijonov pač valuacije. Ne. In v bistvu pol tudi še ostala ekipa so bili senior management, recimo na CL3 pa tako naprej. Ne. In tudi vsi vlagatelji, se pravi, imamo 110 različnih vlagateljev, ki so v bistvu podjetniki, ki so pač zgradili svoje zgodbe, verjamejo v ta asset class, da se bo pač razvil, da bo to pač pomembna zadeva, ne. Poznajo ga tudi pač iz tem, ki so gradili svoje podjetje, tako da v bistvu veliko bolj razumejo pač, kaj pomeni investirati pač v neko podjetje, ne. Da to ni stok, ne. Da to ni, ne vem, posojanje denarja, ne, ampak da je to v bistvu vseeno pač dosti rizično, ne, ko ti investiraš v neko podjetje, ne. Ampak ima pa seveda pač ogromen potencial, ne, ker so tudi oni z nič začeli, ne, in v bistvu pač potem postavili neke velike zgodbe. Ne. In na ta način imamo mi pač v bistvu, se pravi, teh 110 vlagateljev je iz celotne regije, se pravi Slovenija, Hrvaška, Srbija, plus še v bistvu nekih tujih vlagateljev, plus zdaj s tem novim skladom so se zdaj pridružili tudi pokojninski skladi. Ne. Se pravi, tudi pokojninski skladi imajo pač neko alokacijo, ki pade noter v alternative investments. Ne. A to naši slovenski pokojninski skladi so v tej zgodbi? Modra, KAD, ja, Raiffeisen pa Erste. Kakšni so pa vložki pokojninskih skladov? Zdaj, oni ponovadi imajo v bistvu neko svojo omejitev, da ne investirajo več kot 10% celotnega sklada. Ne. Tako da v bistvu že tukaj imaš pač neko zgornjo mejo, ne. Potem pa pač to nekje. Je pa tako, vidiš, da recimo za 3 od teh 4 skladov smo bili mi prvi venture case, prva venture investicija. Ne. Ker so zelo, mislim, vse je prav, ne, pač to so vse en pokojnine, ne, pač se v bistvu zelo pazljivo ukvarjajo, ne, in s tem. Ne, in tudi gledajo, kar je pomemben, pač ko izbiraš en venture sklad, je track record. Ne, se pravi, v bistvu, ali je ekipa v prejšnji skladi že pokazala pač v bistvu neke, ne samo zmožnost investiranja, ker denar od sebe je pač zelo enostaven. Ne. Tudi follow-on investicije so lahko nek pokazatelj, ampak zares v bistvu še sploh ne. Smo videli tudi kakšne primere, ki so pač
lahko super rastel, ampak v bistvu na koncu se svet spremenil in pač ni uspel. Ne. Tako da v bistvu je to vse indikator. Ne. In ta pravi fund menedžeri gledajo predvsem na DPI, ne. Gledajo predvsem v bistvu na koliko si ti zmožen tudi exitirati. Ne. Pa seveda deal flow je pomemben in tako naprej. Ne. In pri nas, zdaj to, kar si rekla, ne, da pač ali te nekdo spusti zraven, pa se mi zdi, da to je v bistvu zelo pravilno rečen, ne? Ker pač v bistvu marsikdo reče, se jaz bom kar investiral. Ne, ti moraš dobiti alokacijo, ti moraš priti zraven. Ne? Sploh pri boljših founderjih, ne? Pač v bistvu moraš ti enostavno imeti neko razmerje, morate poznati, mora razumeti, kaj bo dobil od tebe, ne? Da te v bistvu sprejme zraven. Ne? Tako da je to tudi nekaj, kar pač v bistvu vsi ti vlagatelji pač gledajo. Ne? In je pač bi rekel, da pač v bistvu zdaj z nami malo eksperimentirajo, pa vidijo v bistvu, kaj ta venture asset class sploh je. Ne? Ker za njih je alternativa, mislim, kot alternativa meaning kot alternativne vlaganja, ne? V neke alternativne asset klase, so private equity, pa predvsem neka infrastruktura in tako naprej. Se pravi, zelo varne naložbe. Ne? In ta venture je pa pač v bistvu neki, kar pač vsaj pri nas, mislim, vse tudi v celi Evropi še ni toliko razširjeno, da bi pač v bistvu investirali. Čeprav v Ameriki vidiš pa, da je tega precej več, ne, ker v bistvu tudi endowmenti, se pravi v bistvu to so interni skladi univerz, investirajo nazaj, ne. Zakaj? Zato, ker točno vejo, ne, tudi oni so dobili ta denar od donacij nekoga, ki je študiral tam, ki je naredil svoje podjetje in potem pač doniral univerzi, ne, in univerza potem v bistvu lahko pač to vrača. In oni zelo dobro poznajo ta asset class in ga imajo zelo, zelo radi. Ne. Od nas pa seveda moramo tudi v bistvu pokazati, še čutim neko tako odgovornost, ne, da mi moramo zdaj pač pokazati, da se to res da, ko bi rekel, večji donos narediti kot pa en tudi private equity. Ne. In zato pač tudi ciljamo toliko visok. Ne. Ja. Koliko pa recimo je teh potencialnih zanimivih tarč pri nas doma pa v regiji, ker bi vi želeli investirati v ta podjetja? Ja, da imajo neke, na začetku si omenil, te motim, na začetku si omenil, da je pomembna globalnost, se pravi, da razmišljajo globalno. Pa me zanima, koliko je takih. To je eno od teh zelo malo. Nažalost pač bi si želel, da jih je več. Ne. Mogoče ena stvar, ki bi poudaril. Zdaj mi, za razliko od kakšnih drugih skladov, ker smo privaten kapital, nimamo nobenih omejitev. Zapravo, nimamo niti omejitve, da rabimo v Evropo investirati, ne, načeloma. Ne. Zdaj, zares zelo, zelo dobro pokrivamo celotno regijo. Ne. In tukaj delamo pač veliko stvari, zato da pač v bistvu smo res tisti number one pick. Ne. Tukaj pač sem jaz slabe vole, če mi recimo case pregledamo. Ne. Tukaj pričakujemo v bistvu res, da poznamo vsak startup, da pač v bistvu res vsak startup pozna nas. Ne. In zdaj delamo pač recimo to, da že zadnjih 10 let pač objavljamo en report, ki se imenuje State of Adria Tech Report, kjer v bistvu gledamo vse transakcije iz celotne, recimo temu ex-juge, ne, in v bistvu gledamo, kako se pač te trgi razvijajo. Ne. Se pravi, kakšen potencial investicij sploh v bistvu pač ena država ima. Ne. In drugo seveda, kar je tudi pomembno, ne, koliko exitov pač v bistvu se je zgodilo. Ne. A se lahko samo ostava pri teh investicijah v naše regionalne startupe? Te investicije, v bistvu jih ni veliko, zelo malo se jih zgodi. Jaz sem tudi delala to analizo, sem naredila magnete, regija Adria, in ko gledaš te zneske, so včasih res mizerno nizki, da jih lahko umestimo med top 30. Te ta večji, kot so, ne vem, Rimac in Infobip, te so bili pa, ki so tudi največ dobili teh investicij različnih investitorjev. Ne. Ampak načeloma, ko gledamo statistike, podatke, je pa to niso velike investicije. No? Tako, ja, mislim, zdaj, kje nam zmanjka sape, ne, da v bistvu pre-seed, seed še nekako dobijo te firme, ne, ampak pol Series A, prehod na Series A je pa dosti slab. Ne. Zdaj, eno, kar je treba poudariti, je, da če gledamo zdaj celotno regijo, ne, pa to so recimo številke, ki smo jih predstavili na letošnjem podiumu, ne, je, da je Hrvaška
Zapravo, tako je bilo nekako. Ne? 21-22 so bila tista rekordna leta, ne? Za vse države. Ne? Pa je bil prišel 23, ki je bil v bistvu tako kar porazen. Tako, da bi rekel, da se ne spomnim čisto točne cifre, ampak mislim, da iz 2 milijard investiranega kapitala smo padli na 100 milijonov ali 200 milijonov, tako res slabo. Tako, da bi rekel leta 2016-17. In zdaj v bistvu, če gledamo lansko leto, Hrvaška se je pobrala, je naredila 3-kratnik. Se pravi, že pa se vidi, da v bistvu grejo malo gor. Srbija je naredila tako neverjetno, je bil 20-kratnik, se pravi, so dejansko, če gledamo celotno, koliko je Adria regija pobrala, ne, so v bistvu tam okoli 70%, pač v bistvu investicij so bila srbska podjetja. Ne. Pa je bila pa ena Slovenija, kjer smo pa nekako nam je uspel biti še slabši kot leto prej. Ne. Zdaj, zakaj je to? Ne? Eno je to sicer, da pač vedno tudi pomemben poudariti, State of Adria Tech vključuje noter tudi diasporo. Se pravi, v bistvu mi hočemo prikazati potencial teh founderjev. Ne? Hrvati, Srbi imajo precej večjo diasporo, ker so pač enostavno se mogli preseliti. Ne? In Slovenija pa nikoli ni imela tega. Ne? In v bistvu pač imamo seveda neki diaspore, imamo pač veliko ljudi, ki v bistvu gre ven študirati. Ne? Mogoče lahko tudi rečem, prehiter se vrne nazaj. Ne? In v bistvu zanimivo, da je ena taka ful močna korelacija je med temi, ki grejo ven, a študirati ali nekaj delati in v bistvu potem, da naredijo pač nek uspeh. Ne. Pa če pomisliš, je to dost logičen, ne, ker eno je, da Slovenija je super za živeti in to je zelo težko doseči. Če tako pogledamo, ne more glih vsaka država reči, ok, zdaj bomo pa mi zboljšali kvaliteto življenja, da bomo nekaj denarja noter, to pa bo vrata. Ne. To je zelo težko replicirati in to je super, to pa seveda hočemo tudi obdržati. Ne. Ampak ima pa tudi en tak negativen efekt, da pa seveda ljudje nimajo te tendence, da bi pa se kamorkoli premaknili. In v bistvu tisti, ki pa tisti pa, ki ima neko ambicijo, da gre ven študirati, ali pa da je bil zaradi neke situacije prisiljen iti ven, ne, pa ponavadi ima neko, se pravi, ko si ti v bistvu v tujini, je pa do or die, ne, se pravi, boš ti zdaj nekaj naredil, ali boš pa pač, ne moreš kar tako pač na avtopilotu biti. A te lahko mogoče sem tukaj, ker se mi zdi, da imaš ful dober point, ker ravno je en zelo aktualen primer. In sicer Blockit, to je eden od soustanoviteljev je Miha Jagodic. Se je Jagodic, ne? Tako, Jagodic, ja. Ja, on se mi zdi, da je en tak primer. In pazi to, ni bilo v bistvu sporočeno javnosti, da gre za slovensko podjetje, ampak to je portugalsko podjetje. Tako da ne vem, ali lahko štejemo zdaj. Ja, mi ga seveda štejemo. Ne? Štejemo ga, ja. Ker v bistvu, hvala Bogu, ne? Mi gledamo, ali je kdo od founderjev iz regije. Ne? To je pač tisti kriterij. Ne? In seveda, Miha ni sam soustanovitelj, je tudi direktor, tudi taka zelo močna gonilna sila. On se je preselil na Portugalsko in pol še z 2 Portugalcema naredil to podjetje. Zdaj, če prav vem, so zdaj le kupili eno slovensko podjetje, ne vem, je to zdaj že javno, je to prav, da to povem, ampak v bistvu, vsaj ta del je v Sloveniji, ne, pa se mi zdi, da so možno, da so že prej imeli pač nek R&D tukaj. No. Kar doskrat vidiš, da v bistvu te ljudje pol naredijo pač nek R&D v regiji, ker mogoče poznajo, poznajo pač to okolje, tudi pač po inženiringu smo res dobri, ne, tako da v bistvu ima veliko enih tujih podjetij, ima tukaj pač R&D. Ne. Zdaj, pri Mihatu, kar je mogoče tudi nepomembno, ne, njegov oče je Zvone Jagodic, ne, je pa ustanovitelj na IDC-ja. Tako da v bistvu je to tudi en tak pokazatelj, če nekdo prihaja iz podjetniške familije, ne, nekako se naučiš, ne? Se pravi, če to vidiš doma, ne, pač pol ti je to nekako naravno. Ne? Tega imamo mi mogoče še malo premalo. A te lahko povem nekaj o Mihatu Jagodicu? Poslušala sem ga na Sofu in je rekel, da on ne hodi na dopuste, da enostavno je preveč stresno za njega, da bi šel na dopust, da se mi je zdela kar malo divja. Da je bil enkrat na dopustu in da je bila cela drama in da se od takrat odločil, da ne bo več hodil na dopust. Ja, mislim, rabiš imeti zgraditi neko podjetje, sploh v bistvu neko tako globalno podjetje, ne?
ni enostaven. Ne. Zdaj ne rečem, da mogoče najdeš nekje nek prostor, kjer v bistvu pač, ko rekel, si lahko malo bolj relaxed, pa mogoče druga stvar je, da pol z leti tudi ta izkušnje, pa da veš, kaj je treba narediti, pač ko gradiš podjetje, ne, zelo pomemben. Ne. In tukaj lahko pol v bistvu predvsem manj ene energije porabiš, ne, za nek enak rezultat. Ne. Mlajši, ja, morajo pa pač v bistvu energijo, malo več energije porabiti, toliko, da pač sproba vse čim prej, čim več napak naredi, ne, in v bistvu, kako bi rekel, brez tega žal ne gre. Pa jaz sem drugač proti temu, da bi zdaj rekel, da je to zdaj edini način, da firmo gradiš, da pač delaš non-stop in tako naprej. Jaz gledam vedno pač to grajenje podjetij kot nek maraton, ne. V bistvu, če boš ti šprintal maraton, ne boš zdravil maratona. Ne. Moraš pač enostavno nek svoj tempo najdeti, ker vedno, mislim, pa lahko je ta maraton zgrajen tudi iz sprintov, pa pol v bistvu nekaj cajta počivaš, ne, pa pol spet šprint. Ne. Ampak vidiš, recimo, moja izkušnja je bila vedno, ne, da ko smo probali kaj, se pravi, pohitriti, ne, pa seveda smo bili velikrat v tej situaciji, da smo pač v bistvu mogli pritisniti na gas, delati čez vikende in tako naprej, ne. Ja, po temu je vedno prišlo eno obdobje, kjer pač se je mogla ekipa umiriti, odpočiti, ker drugače si imel še kakšne druge probleme. Ne. Tako da je pač en tak balans je treba najti. Ne. A te lahko, zdaj, ko govoriš o balansu, rada bi te vprašala, glede na to, da govoriva o zelo tveganih investicijah, ti si na začetku povedal izpostavljenost tam 5, mogoče 10% v portfelju celotnem, ne? Ampak vsem, bil si podjetnik, konec koncev podjetništvo samo po sebi je tvegano. Koliko bi rekel, da si ti pravzaprav nagnen k tveganju? Tako, in general, zelo? Zelo, ja, seveda. Mislim, naravno, mislim, mogoče ena taka zadeva, ne, se pravi, kot podjetnik, ne, valjda, se mi zdi, da mi smo eni taki večni optimisti, ne, in v bistvu v velike enih stvarih vidiš priložnosti. Ja, kot podjetnik ne moreš biti neoptimist. Meni se zdi, ko se jaz pogovarjam z unimi hardcore podjetniki, vsi so pesimisti, vidijo sam probleme, iščejo probleme. Se pravi, to so ljudje, ki v bistvu iščejo probleme, zato ker iščejo rešitve na za te probleme. To je čisto res, ja. To je čisto res, da pač v bistvu vidiš probleme, ne? Ampak v bistvu pa vidiš tudi opportunity v tem, neko priložnost. Ne? Tako da to je malo drugačne. Ampak ne, drugač, če bi bil človek pesimist, po moje ne bi nikoli podjetje štartal. Ker bi pol čisto preveč si obremenjen s tem, kaj gre lahko vse narobe in pol tudi boš, da ne štartaš podjetja. Ne? Tako da, in recimo ena od teh stvari, ki sem dobil na svet, na srečo dosti zgodaj, ne, pač se pravi pol po exitu, ne, kako si pač urediti življenje, ne, in pač zelo hitro te lahko povleče pač v bistvu neke aktivne investicije, neke stvari, ki bi spet lahko noter padel, pa tista največja vrednota, ki je res pomembna, ki ne moš nazaj dobiti, to je čas. Ne. In lahko zelo hitro pač v bistvu padeš v neko tako, rekel, aktivno investiranje, tako da v bistvu, če rečem, vse moje ostalo investiranje je praktično pasivno. Ne. In na ta način imam v bistvu pač svoj portfelj zorganiziran, ne. Sem si pa zbral pač v bistvu ta del venture, ne, kot pa tukaj pa pač jaz svoj čas porabljam. Ne. Zato to pa je v bistvu tisti moj fokus. Ne. In lahko bi rekel pač v bistvu, da je, ali pa se dostakrat to tako rečem, da v bistvu Silicon Gardens kot neko podjetje, ki ga probam zdaj zgraditi, ne, prvič, da bo uspešno, in drugič tudi rad bi, da ga pol tudi predam naprej, naslednji generaciji. Ker, ne vem, meni v bistvu vse, tudi če me kdo vpraša, a si investitor, a si podjetnik, za me ni dvoma, jaz sem podjetnik. Investitor, kaj pa vem, vedno tako rečem, ali investitor je lahko vsak, ki ima denar. Podjetnik pa ne može biti kar tako. Ne. In v bistvu mi je pač ta podjetniška vloga ful bližji, trenutno pač zelo rad bi pač Silicon Gardens pripeljal do nekega nivoja in ga pol naredil nek tak medgeneracijski sklad. Ne. Se pravi v bistvu, da pol neka naslednja generacija potem prevzame naprej. Ne. Kar seveda ima drug set kompleksitija, kot je v smislu, da no, brez veze, da gremo v to, ampak v bistvu to je nekako pač v bistvu nek cilj, da mogoče skrat 4 bom še naredil, skrat 5 pa je vprašanje. No. Ker tudi ni namen mojega dela zdaj, da
ne vem, da bi živel od management fee ali pa da bi, ne vem, pač enostavno je to novo podjetje, ki ga pač gradim. Ne? Pa čeprav je v bistvu veliko skladov, kjer upravljalci gledajo samo na management fee in pač ok, to je zdaj opportunity, da lahko tukaj rezam nekaj denarja in pol 10 let od tega živim in to je to. Jaz, če ne bo sklad nadpovprečen, smo failali in pač, bi jaz rekel, zgubili cajt. Ne? Pa v bistvu ni, če si izgubljen čas. Vse, kar pač investiraš svoj čas, verjetno. Sigur, to, če se ne rezultira v nekih presežkih, še zmeraj gre za neko znanje, izkušnje, ki ti lahko omogoči korist potem, ko boš naredil novo podjetje. Cilje si moraš visoko postaviti, ker če jih ne, pol jih ne boš nikoli zadev. Ne? Tako da v bistvu je to vedno neka taka logika, da... A veš, zdaj, ko govoriš o tem času, jaz sem res ful razmišljala o času, v kaj ga v bistvu investiramo. In je zelo pomembno, glede na to, da smo res omejeno časa na zemlji in naš čas je omejen in vsaka sekunda, ki mine, je šlamem. In je ful pomembno, v kaj investiraš svoj čas. In dostikrat, ko se z ljudmi pogovarjam, to sem imela tudi na dogodku Money How Live, sem v uvodu povedala, da pač se mi zdi ful pomembno, v kaj investiramo čas in da recimo mi zamenjamo svoj čas 8 ur za neko fiksno plačo, ker nam nekdo drug govori, kako bomo živeli, kaj bomo delali, se ravnamo po nekih navodilih nekoga drugega. In hkrati smo nesrečni, nezadovoljni, jamramo, ampak še zmer kar nekako vztrajamo v tej coni udobja in marsikdo ne upa narediti tega koraka, da gre ven iz tega, pa da gre mogoče na trg sam služiti z denar. Tako da to se mi zdi ful fajn, da se tudi mogoče malo o teh stvarih na tak način govori, da pač če nisi zadovoljen, ampak po drugi strani moraš pa imeti neko finančno zaledje, da si lahko recimo prvošaš, zaradi tega, ker smo ujetniki kreditov, ujetniki nekih odnosov, Ja, jaz mislim, da ta tema, jaz si predstavljam, da pač v bistvu se tukaj veliko pogovarjate o tem, tudi imaš cel ta FIRE movement in tako naprej. Ne, v bistvu ti dejansko, veš... Jaz sem na dogodku povedala, da se bom upokojila, FIRE. To je bila poanta, zaradi tega, ker pač prišla sem do ene točke v mojem lifeu, ka pač enostavno ne. Ja. A razumeš? Eno je to, pač v bistvu, da... Je en problem z denarjem in ta je v tem, da pač v bistvu zgodaj v življenju, ga ponavadi nimaš. Ne? In v bistvu nimaš tudi v bistvu neke finančne stabilnosti, iščeš še stanovanje, svojo streho nad glavo in tako naprej, neke te čisto osnovne stvari. Ne? In v bistvu takrat je, vsaka, ko bi rekel, dodaten denar je v bistvu korelira z tvojim zadovoljstvom. Ne? Zdaj pa, če pa to predolg časa potegneš, tudi preko une točke, kjer pa v bistvu ti imaš neko finančno stabilnost, ker imaš dosti denarja, da v bistvu ne bi rabo več laufati kot hrček v krogu. Takrat pa v bistvu pač ta korelacija zgine. Če ti nisi zadovoljen s svojim življenjem, pa boš imel 10krat, 100krat več denarja, pa tudi tako ne bo zadovoljen. Tudi z ne vem koliko denarja. In je hecam pač v bistvu vidiš, jaz gledam pač v bistvu ta bogatstvo pač tako čez prizmo parih lajerjev. Se pravi, eno je definitivno pač, en je denar, da tega pač v bistvu najprej odkljukamo. Ampak potem je pa čas, se pravi v bistvu to, kar nikoli ne boš dobiti več nazaj. Zdravje in pa seveda tudi v bistvu pač telesna pripravljenost in tako naprej. Jaz bi vse enkrat, pri 90, mogoče celo pri 100 smučil, bomo videli, kaj bo moderna medicina naredila do takrat. Ampak v bistvu pač ti moraš zdaj na sebi delati, zato da boš pol še vedno zdrav. Pa ena stvar, ki je meni... To je compounding, to je obrestno-obrestni. Ja, točno to. Stres, izgorelost, vse se nam compounda, kilogram na kilogram, a razumeš, vse v life je compounding. Tudi pozitivno obrneš, da compounding je tudi vsaka ura, ki jo preživiš s trenerjem ali pa v bistvu, ki igraš nek šport ali pa karkoli, to je tudi compounding. In če vidiš pač recimo, ko sem jaz začel z osebnim trenerjem, pač
vidim, da zdaj pač določene stvari, ki jih dvignem, to je pa zdaj čist easy, ne. Ampak, veš, ne pa takoj ta prvi teden, ne. In tudi, a se mi da, a uživam, ja, ne vem, jaz nisem tak človek, da bi zdaj glih užival v džimu, ne. V športu, ja, ampak tam v džimu pa ne, ampak v bistvu vem, da je pač to neka investicija, ki jo moraš pač skozi delati. Podobno, kot kjerkoli drug compounding, ne. In gledam ga bolj tako kot pozitivnega, ne. Pa še ena dimenzija, no, da mogoče zaključim to temo, ne. Je pa v bistvu ta učenje. Ne. Meni je to ful blizu, jaz sem že od nekdaj pač v bistvu tako zelo radoveden človek na srečo, ne, in v bistvu to nekako ima pol nek naraven nagon, da pač mi je blizu učiti se stvari, ne, blizu spoznavati nove stvari. Ne. In v bistvu, vsaj meni se zdi, da je to tudi tako en tak pomemben element tega bogatstva. Ne. In zares, ne, sem si naredil v bistvu svoje podjetje okoli tega, ne, da pač enostavno jaz se moram zdaj učiti, ne, se pravi, če pride nekaj AI, moram jaz razumeti, kako ta AI vpliva na kaj vse za ene stvari, kakšne najnovejše stvari pridajo s tem in tako naprej, ne. In je, a veš, tudi ful dober, ne bom rekel izgovor, ne, ampak v bistvu, ne vem, jaz ne bi zdržal pač tam pod palmo, pa pač takole pa čakati, ker enostavno pač v bistvu mi možgani ne pstijo, ne. Tudi tok delčev v bistvu je šlo ta Curiosity, ne, da pa sem v bistvu tudi svoj family office sem poimenoval Curiosity Ventures, ker je, se mi zdi, da v bistvu ta radovednost je neko gonilo vse inovacije. Ne. Če so ljudje radovedni, pol tudi reče, aha, tole bi se pa mogoče dal pač boljš narediti. In v bistvu pač tako pol pride celoten ta napredek, ki ga pol lahko vsi uživamo. Ne. In se mi zdi, da ta učenje, ne, tudi se dosti pogovarjam, ne, ker vidiš pač v bistvu ljudi, ki so enak stari kot ti, ampak imajo možgane ful manj plastične, ali pa nekako, veš, v bistvu, ja, pa ta AI, to zdaj neki prišlo novotarija, Mi je škoda, veš, vse v bistvu, mislim, v končni fazi pač je to super, da pač spremljaš te zadeve, ne, in vidiš pač te nove priložnosti, nove možnosti in tako naprej. Ne. A te lahko vezano na AI vprašam? Ful stvari se spreminjajo res svetlobno hitrostjo. Jaz zdaj gledam, kva vse Google ven daje na trg, ne, in tudi spremljam, kako so se Google algoritmi spremenili ravno zaradi AI-ja in kako to vpliva na marsikaj, ne. Ful vpliva, sploh v medijskem svetu, ne. Vse se spreminja s svetlobno hitrostjo, poklici, ki danes se mladi odločajo za te poklice, jih jutri ne bo več. Ne? In to moraš dejansko zaradi tega eksponentnega razvoja tudi upoštevati, ko recimo spodbujaš otroke v vpis v kakšno, ne vem, šolo, faks, kakorkoli. Ne? Zdaj to ti govorim zaradi tega, ker sem sama trenutno v tej zgodbi. Imam otroka, ki se bo zdaj vpisoval v srednjo šolo, pa naslednje leto otroka, ki se bo vpisoval na faks. Ne? In ne, to je vse treba upoštevati, kako spreminja, kako AI spreminja v bistvu vse. Ne? In tukaj bi te vprašala, omenil si pač ta globalnost, da vam je pomembna, da pač da je neka ambicija tudi founderjev, da ne ostajajo znotraj udobnega zavetja naše države ali pa regije, ampak da imajo ambicijo iti ven, ne. Pa me zanima, ne vem, koliko AI, recimo neke ideje, ki so danes na trgu, lahko mogoče, ne vem, čez par let reče, ne vem, oziroma jih zbriše, jih ne bojo več relevantni, zaradi tega, ker bo prišel nek Google ali pa nek večji player, Apple, pa bo povozil vse te majhne playerje na trgu danes. Ja, to seveda je zelo kompleksna tema, ne? Ampak v bistvu bi začel najprej pač z otroci, ker to je tudi meni zelo blizu, ne. Jaz mislim, da pač, ali pa tako, če pogledamo neko krivuljo, ne, človek, če se recimo linearno razvija, ne, je pač, ne, se si predstavljaš, linearno premico, ne, ampak v bistvu sama tehnologija gre pa eksponencialno gor, ne, kar pomeni, da v eni točki se pač ta krivulja sam tako full gor obrne, ne, in že se spomnim 10 let nazaj, ko so razni te, ko so profesionalni futuristi, ki pač pridejo na razne evente, pa pač povejo svoje videnje o prihodnosti, ne, je bilo v bistvu to, da v eni točki bomo prišli nekam, ne, kjer bo tehnologija toliko hitro se spremenila, da ljudje ne bomo mogli več slediti. Ne. In mogoče je to že zdaj pač veliko bolj vidno. Ne. Zares tako, eno, kar se mi zdi ful
ful dobro prejajo, da zares učiti se neke nove zadeve, dobiti neko znanje o nečemu je ful enostavno. Se je veliko bolj enostavno. Se pravi, če gledamo celo to, jaz sem odraščal še pač v bistvu v cajtu modemov pa tako naprej, pa v knjižnice pa tako še prej. Ja. Zdaj pač v bistvu imaš vse znanje, imaš samo vprašati moraš. In v bistvu zares, kar se moramo mi vsi naučiti, je kako se hitro učiti, kako se hitro prilagoditi. To je sicer nekaj, kar je pač v podjetništvu dost naravno, ker v bistvu tudi, če zgradiš podjetje, to ne pomeni, da je tvoje okolje 10 let isto. Pač tvoje okolje se skozi spreminja in ti moraš v bistvu skozi svojo pozicijo spreminjati, pa pač nekako pravilno se postaviti. In ta element pa naših otrocih, po mojem, bo pač še toliko bolj pomemben. Zaradi tega, ker ni več to, da vštiš študirati pač neki in pa to znanje uporabljal potem celo življenje. Po drugi strani pa tudi pravim, da nekaj obvladaš eno stvar, pač včasih je bilo to, da si rekel 7 let, da pač v bistvu nekaj res dobro spoznam. Pri meni recimo zanimiv je bilo vse te razne ko bi rekel, neki stage, s tem reči, deli življenja, so bili približno okoli 6 let. Se pravi, 6 let storske, pa pred kliko, 7 let klike, 7 let sportradara in tako naprej. In v bistvu lahko rečem, da sem bil vedno, kada bi rekel, nov človek v vsaki naslednji vlogi. Sej ni, da bi bil to čisto dan pa noč, ampak v bistvu je neka taka progresija. In mi se lahko pač v bistvu tako adaptiramo. Tudi v bistvu ena taka hecna zadeva je, da če gledaš tudi biološko v 7 letih, praktično vse svoje celice ti zamenjaš. Ker se pač v bistvu delijo, ene umrejo in tako naprej in v bistvu zares pač v bistvu ti celotno telo zamenjaš v 7 letih. To je zdaj tako zelo ne tehnično pravilno, ampak v bistvu edino, kar ti ostane, je, da možganske celice se ne obnavljajo in pa srčne mišične celice. Tako da vse ostalo je pa nek vehikel za to. In v bistvu zakaj se ne bi ti tudi prelevil vsake 7 let v neki novega. Samo moraš imeti pač v bistvu ta neko željo. Pogum? Pogum, ja, seveda. Mislim, jaz mogoče temu celo rečem, pogum siguran je zraven, ampak en od takih zanimivih lastnosti enih uspešnih founderjev je to, da so lačni. To, da v bistvu so res lačni uspeha. Zdaj pa mogoče, ko si omenila pač, se pravi, AI, pa pač kaj so v bistvu pač ta vpliv velikanov pa tako naprej, seveda pač to je treba skozi paziti, ker se te stvari spreminjajo. Na srečo vsaj zaenkrat zgleda, da pač te large language modeli, pa foundational modeli, da so zamenljivi. Se pravi, da v bistvu drugemu, da si sledijo, da ni pač tista ena firma, ki bi bila 10krat boljša od vseh ostalih in bi imela nek pricing power, da pač zaklene trg, tako kot je imel Google, recimo, ko so pa začeli s svojim searchem. To je ful dobro. Kar pomeni, da v bistvu seveda je kar nekaj vrednosti v temu, pa pač v bistvu infrastrukturi dol, kjer imaš pač data centre, čipe in tako naprej, proizvodno energije, vse te stvari, ki so povezani s tem, to bomo rabili. Ampak v bistvu ena od stvari, ki pa je gor, so pa v bistvu te AI application. In v bistvu tukaj je zanimiv, ker je ena taka tekma s časom, a ti lahko narediš neko podjetje, da je pol na konc, kako je slovenski izraz, da je vzdržljivo, mogoče da je mu tako prevesto. A pa da bo preživelo test časa, mogoče? Ja, tako je, ker v bistvu čas pa se zdaj ful hitro res premika. Recimo toliko hitro, da recimo ena od investicij, ki imamo zdaj iz tretjega sklada, se imenuje Bible Chat. Oni so v 12 mesecih so šli iz praktično nič revenue na 15 milijonov ARR-ja, in zdaj le naslednji kvartal 2 so na 20 milijonov ARR-ja, se pravi, ARR je annual recurring revenue, to pomeni, to so subscriptioni, se pravi, v bistvu to je nek ponovljiv prihodek, ki ga vzameš pač v bistvu tisti zadnji mesec, pa ga pomnožiš z 12. Ampak taka rast je neverjetna. A to je debata, o čem je to debata? To je v bistvu, se pravi, če poenostavljeno rečem, ti se lahko pogovarjaš z Biblijo, ali pa v bistvu s temi materiali. Zares v bistvu, kar je, se pravi, v bistvu, sama ta prva ideja, je bilo v bistvu glih toliko trivialna. Ampak v bistvu že takrat, ko smo se pač pogovarjali s founderji, so že oni razumeli, da to je taka zelo
minljiva, oziroma zelo hiter pač lahko nekdo drug pač nekaj tazga istega naredi. Ne? Ampak so šli pol, so vedeli točno, da pač morajo tak obrambni zid, moat se temu reče, ne? Se pravi v bistvu nek obrambni zid okoli sebe postaviti, zaradi tega, da pač v bistvu je za nekoga tretjega težji, da jih disruptejo. Ne? In je to nekaj, kar je ključno zdaj o tem razmišljati. Ne? Se pravi, moat lahko pride od nekega network efekta ali v bistvu od neke, da imaš nek switching power, ne? Se pravi switching cost, da povečaš, ne? In so začeli, so rekli, najprej bomo to, ne? Se pravi, ne samo, da pač te omogočamo, da ti, se pravi, to so ponad verniki, ki živijo v modernem svetu, ki je seveda konfuzen, pa če bi rad živel by the book, ne? Pa vemo, kjer book, ne? Imaš še enkrat enih vprašanj. Ne? Zdaj normalno, včasih si šel pač do župnika, pa si se mogoče pogovoril, ne? Zdaj pa to pač se je malo spremenilo, ne? In v bistvu je veliko lažje se tudi, rekel sem, izpovedati, ampak ja, zares pač vse svoje tudi skrivnosti pa te stvari, ki razmišljati, se pač pogovarjati z LLM-om. Ne? In zdaj, kakorkoli je mogoče to komu slišati butast, ne? LLM-i, AI, mislim, poleg tega, da v bistvu je veliko stvari, ki jih ne delajo dobro. Ne? Ampak v bistvu, kjer pa so dobri, je pa v bistvu to sintetiziranje informacije iz skupa informacij. Ali pa v bistvu ta pogovor voditi, ne, je tukaj neverjetno. Ne? In druga stvar je dajanje nekega tega sočutja, ne? Ali pa, kako bi rekel, compassion. Ne? Se pravi, da v bistvu imaš ti, delali so blind teste, ker si imel ti na drugi strani AI za sogovornika ali pa človeka, ne? In so tako by far so se ljudje odločali, da pa so več compassion dobili, več sočutja dobili s pogovorom z AI-jem, ne? Ker so tudi fokus dobil, tudi v bistvu ni bilo nekega, aha, ti imaš ta problem, ja, veš, sej, jaz sem imel pa ta problem, pol ti kar nekaj začneš govoriti o svojem problemu, ne veš, da bi se unil prijatelj po svetu, pa se pogovarjal o njegovem problemu, ne? Tega AI nima, ne? In v bistvu zares je pol zanimivo videti te testimonije pač teh ljudi, ne? Koliko jim to res pomaga. Ne? In no, se pravi, ta prvi korak je bil ta, se pravi, kako povečati switching cost, kako v bistvu oni lahko neke informacije shranijo pač v tej aplikaciji, ne, da v bistvu je potem težje iti na neki drugega. Ne? In tretja stvar, kar je bil pa skozi nek holy grail, je pa v bistvu ta social network narediti. In tukaj pa vidiš, da so pa zdaj s temi novimi featurji, se pravi, kjer imajo načine, kako ti lahko moleš skupaj, ne, v skupini, te, ki imajo pač neke podobne probleme, ne, tukaj pa so zdaj že te zametki social networka. Ne, in tle res ta firma, ne, seveda je taka raketa, rečemo, ne, raketa lahko dobro zleti, gre zelo visok, lahko pa eksplodira. Ne. Je pač tak zelo hiter se premika. Ne. V leto pa pol, mislim, da je zdaj že 4. transakcija, ne, ki so jo oni naredili. Ne. To hiter rastejo. Ne. Mislim, da tudi nov papež je prispeval k aktualnosti. Tudi res. Verjetno. Ja. No, ampak to je recimo ena taka zgodba, ne, kjer vidiš, da pač svet se lahko malo hitreje premika, kot pač včasih. Ne. In ni edina. Ne. Recimo zdaj smo tudi investirali v en srbsko-hrvaški startup, recimo temu tako, ne, kjer v bistvu s pomočjo AI-ja so oni zmožni ful hitreje se premakniti. V bistvu en sam founder je v pol leta prišel iz nič na 100k MRR, kar je približno 1,2 milijona ARR-ja. Ne? Sam, praktično sam. Ne? In pa zdaj se jim je pridružil pač en co-founder in zdaj so pač rezali, da bojo pač naprej zrasli in da pač nekako zgradijo nek tak obrambni zid, ne? Da pač najdejo nek način. Ne? In tukaj pa v bistvu malo poziv v bistvu vsem tem ostalim podjetnikom, ne, da se veliko hitreje graditi zdaj. Ne. In to je tudi ena taka pomembna stvar, ki rečem, da pač jo mi kot sklad dajemo. Ne. Zdaj, moja babica je imela pač en tak rek, je rekla, povej mi, s kom se družiš in povem ti, kdo si. Ne. Zdaj, če tako pogledamo, ne, zares je pač v bistvu s tistimi, ki ti se družiš, tudi vrednote so verjetno zelo podobne, tudi neki cilji in tako naprej. In če se ti družiš z nekimi ljudmi, ki niso ambiciozni, zelo verjetno boš tudi ti pač tam, tudi če si začel ambiciozen, boš rato neambiciozen. Ne? In tukaj v Sloveniji imamo pač, recimo, je kar velik problem okoli tega. Ne? Kar pa probamo skladom narediti, je pa, da probamo več teh ambicioznih ljudi skupaj, da nek tak mikrokozem narediti znotraj tega, ne? Da se ti ni treba glih v, ne vem, Silicon Valley predstaviti, da boš tam dihal to ambicioznost,
ampak da v bistvu te mi, prvič, mi kot ekipa, vsi investitorji in v bistvu pač potem ves ta portfelj, ne, da diha z njimi, da pa si v bistvu v nekem takem bolj zaprtem, bolj ambicioznem ekosistemu, ne, ki ti lahko ful poveča tvoje verjetnosti. Ker spet, če ni tvoj network tak, svet je v bistvu, pa če gledam tudi moje poslovno življenje, polno enih teh pivot točk, ne, se pravi v bistvu, kjer pač sem se odločil tako ali pa tako, ne. Pa so te večje lahko, ne vem, ustanovitev firme, launchanje nekega produkta, take stvari, ne, ampak lahko pa tudi bil sem na nekem dogodku, sem nekoga spoznal in od njega neki sprejel neko znanje, ki sem ga potem uporabil, ne. Ali pa da te je nekdo predstavil nekomu, ne. To so v bistvu enih takih točk, ker če bi delal recimo neko, ne vem, v Sportradarju smo uporabljali recimo pač Monte Carlo metodo, ne, se pravi v bistvu, ko ti simuliraš vse te možne outcome, ne, se pravi vse te različne pivotal točke, ne, bi pol videl, da tist, ki ima boljšo mrežo, ne, ima ful večjo verjetnost uspeha, kot pa nekdo, ki je nima, ne. In to je tist, ki pač vedno poudarjam, ne, da venture ne bi smel biti samo denar, ampak v bistvu vedno ti zraven pač mora pripeljati tudi še v bistvu marsikaj drugega, ne. Mrežo tvojo, povezave, ne, znanje, ambicije naleziš in tako naprej. Ne. Tudi v bistvu naše povezave z drugimi skladi potem naprej. Tako, ne. Jaz se s tem strinjam, tudi konc koncev MoneyHow je narejen na ta način. Mi buildamo community. Tudi konc koncev imamo na Discordu, že Bible chat, če lahko temu tako rečem. Sicer ni Bible, ampak je malo drugačen chat. Ne. Ampak ja, zelo veliko zanimivih stvari si povedal. Ampak če lahko še malo ostaneva pri teh language models, ker se mi zdi zelo zanimivo, tudi ko se pogovarjam z ljudmi, kako dojemajo te language modele. Ravno tašča mi je razlagala, kako ona imenuje ChatGPT pametnjakovič, zaradi tega, ker ona kakršenkoli problem ima, ne, gre na ChatGPT. Rabim recept za ne vem karkoli, gre na ChatGPT. Ne. Se pravi, v bistvu se spreminja tudi googlanje, ni več googlanje, ampak ChatGPT-anje. A pa recimo ena kolegica mi razlaga, da v bistvu, ko ima neke zdravstvene težave, gre na ChatGPT se posvetovati, kaj potencialno bi lahko bilo narobe z njo. Tako da ful hitro se spreminjajo stvari. Kaj bi mogoče raje predlagal Google, no, ker se mi zdi, da je vse en večja firma, pa ka malo bolj pazljivo se premikajo in oni imajo v bistvu prav za medical, imajo v bistvu prav svoj pač AI model. Ne. OpenAI se mi zdi pa, da se v bistvu tako mogoče tako Elon Musk DNA ali pa v bistvu se tudi od Altmana, ne. Pač gremo mi sam ruši naprej. Ampak per medical pač advice, se pravi v bistvu teh nasvetih, thanks. Je v bistvu treba biti ful pazljiv, no. Sej letujejo pač modeli boljši, pa tako naprej, ampak v bistvu vseeno je treba, če veš, kako stvar dela, no, je kar scary, no, pač v bistvu pol, da bi zdaj nek medical advice pač na to, zato ker lahko vzame pač iz nekega Reddita, kaj je tam pač nek conspiracy theory o ne vem čemu in bo točno to pobral, ne, plus vsakeč, kaj ga vprašaš, je lahko rekel nek met kocke po nekem večdimenzionalnem prostoru, tako da v bistvu je tudi vprašanje, kaj boš dobil ven, ne. Sam pač tako, lahko da bojo enkrat pač modeli toliko dobri, ne, da pač lahko to človek uporablja, ampak tja gremo, ne, se pravi, računam, da bo imel AI največ impacta na educationu, pa na medical delu. Ampak sicer mislim to bolj tam, se pravi, razvoj zdravil, razvoj same znanosti in tako naprej. A me lahko, zdaj, ko si omenil education, pa prej si omenil, da je Google prevzel oziroma kupil Photomath. Photomath imate pa tudi vso ustanovitla v vaši ekipi. Kako pa recimo, verjetno ste se kaj pogovarjali okrog tega, si predstavljam, ne? Kako on recimo gleda na vse to dogajanje, ki se zdaj dogaja? Vezano AI, konc koncev imamo tudi startup leta, Astra AI, ki v bistvu ponuje dosti podobne storitve kot Photomath, ne, za matematiko, ne? Tako je. Mislim, zdaj
Klej moram paziti, ker vem ful več stvari, ki niso javne, pa pač kaj se sploh lahko pove, ne. Eno je to, da pač v bistvu ni samo Izet kot investitor, ne zraven, oziroma kot partner, ampak v bistvu vsi njegovi kolegi iz Fotometa in iz Mikroblinka, ne. Tako da ekipo seveda zelo dobro poznamo, ne. Zdaj, jaz mislim, da pač je bil to tako skrajen čas, da so se oni prodali in super, da so se prodali, ne. Ker pol leta pozneje, ne, si v bistvu, pa ne bom rekel, da je enako, ampak zelo dober približek si lahko s ChatGPT-jem naredil, ne. Ful lepo so zrasel, ampak zares v bistvu se mi zdi, da zakaj Google to kupuje, predvsem zaradi inženirjev, ne. Tam v tem podjetju so zgradili res dobro ekipo in to je tisto, kaj je Google kupil, ne. Ker so zdaj, se pravi, te elemente so oni zdaj integrirali noter v svoj, Google Lens. Mislim, da tudi ne promovirajo več Fotometa kot same aplikacije, ne, ampak v bistvu dejansko probajo to zdaj kot del te skupine produktov vključiti, ne, in drugo seveda pač to tehnologijo tudi še kje drugje uporabiti, ne. Tako da v bistvu zares, to tudi Damir vedno poudari, ne, ta tudi pač founder in direktor Fotometa, ne, da oni zdaj niso več Fotomet, oni so Google Zagreb, ne. Zdaj, ko pa gledamo v bistvu tudi Astro ali pa tukaj jaz vidim velike enih priložnosti, ne, sploh ker kdo pa je tvoj competition zdaj trenutno, ne, glede učenja, ne. Jaz, mislim, moja hčerka je v osnovni šoli še, ne, ampak ko gledam v bistvu po eni strani tiste učbenike in po drugi strani, kako bi lahko bila ta vsebina ful bolj zanimiva, pa tudi ful bolj normalno razložena, ne? To je kot dan pa noč, ne? Pa, sej razumem, da pač v bistvu v učbeniki je bilo kar nekaj dela treba, da so tukaj pač avtori, ki so v bistvu vložili kar nekaj pač energije in v to, ne? Za po moje predvsem manj denarja, kakor bi bilo to zares vredno, ne? Ampak zares v bistvu zdaj, kar ti LLM-i ponujajo, ne? Čez ta pogovor, lahko s tem rečem, da zoom inaš, zoom outaš, ne? Se pravi, v bistvu, zdaj je šola narejena tako, da je pač kar nek tekoči trak, ljudje pač postavimo svoje otroke noter in v bistvu zdaj oni morajo pač slediti, ceplet, ne? Zdaj, če se zgodi, ne, da mogoče tvoj otrok za pol leta zboli, pa pač ni v šoli, ne? Bo v bistvu nek del bo zamudil, ne? Pa pride v isto skupino, ne? Ful težko bo nadoknadil ta manko. In tudi učitelj sam nima toliko prostora, da bi pač v bistvu se tudi njemu prilagodil, ne? Pa kle imamo zdaj tudi variacije, ne, zdaj, eni so bolj nadarjeni ali pa bolj jim leži to ali pa kakorkoli, mogoče nadarjenost ni glih najboljš za omeniti, ker jaz mislim, da so pač vsi ljudje zelo sposobni, sam eni se pač mogoče čez leta prepričajo, da ne vem, matematika ni za njih ali pa kaj tasga, ne, in pač v bistvu polno se začnejo bati nekih določenih stvari, ne, kar je pač ful škoda. In to se ti zgodi, če pač nekdo začne od zadaj ceplati, ne, in to je pa sam gap sem večji. LLM, ne, pa spet, lahko ti pač v bistvu se prilagodiš temu, ne, če rečeš, ok, zdaj tole neka snov, ne razumem, ok, dajmo malo odzumirati ven, ne, pa malo naširš, ne, pač to razložiti, ne. Ok, zdaj pa razumem, zdaj grem pa lahko nazaj noter, ne. Veš, to so neke stvari, ki pač knjige, mislim, znanje pač smo zdaj pisali v nekem linearnem redu, tako kot si avtor zamislil, ampak zares naši možgani drugače funkcionirajo, tudi imamo drugačne izkušnje, veš, v bistvu, in je mogoče za vsakega boljš na mal drugačen način pač mu to predstaviti, ne. Pomembno je pa samo to, da imaš ti, kako bi rekel, neko razumevanje tega, ne? In se mi zdi, da kle spet LLM-i so ful dobri v temu, ne? Recimo, ne vem, en primer, sem mu enkrat rekel, da naj pač naredi za 5-letnika ali za koliko pač razlago o pač v bistvu fotosintezi, ne? Pač prav. In je ful lepo povedal, rekel, lej, a veš, da ima narava tudi svoje sončne celice, ne? Tako začel, ne? In pol gre pač v bistvu naprej noter, ne. A veš, to učitelj, ta dobri mogoče, da pač se spomnejo kaj tasga, pa pač lahko zadevo približajo, ne, ampak zares imamo pa z LLM-om to možnost, ne, da nekaj, kar je bilo dolg časa samo mogoče nekemu sloju ljudi dostopno, se pravi, da imaš privatnega tutorja, ne, če si ga rabo, ga ima zdaj lahko vsak, ne.
In Aster recimo gre v to smer, ne, ali pa tudi drugi. Ne. Zdaj, ko si rekel, razloži mi, kaj je fotosinteza. Jaz mislim, da najbolj ključna stvar pri AI oziroma teh language modelih je to, kako formuliraš vprašanje. In to bo kar pomembno. A ne? Tudi z vidika same energetske potratnosti. Večkrat postaviš vprašanje, več energije pokuraš dobesedno. In definitivno implementacija AI oziroma vseh teh rešitev v šolski sistem, po moje, je to zelo dobrodošlo. Čeprav videla sem, da že obstajajo neki interaktivni učbeniki, tudi to sem videla v praksi, mislim, zanimivo, no? Ampak definitivno se mi zdi, da je tukaj še ful prostora za izboljšave na področju educationa. Kaj se edin bojim, ne, da pač v bistvu se pravi, kaj je lahko nevarno za AI, je pač, da se zgodi nek tak Napster moment. Ne. Se pravi, če se spomniš pač Napsterja, ne, v bistvu oni so bili prvi music sharing service, kjer so bila muzika zastonj, ne, in tako naprej, seveda uporabnikom je bilo to super pa všeč, ne. Ampak pol so se pa te, ki imajo pač pravice do te glasbe, ne, so se pač uprli, ne, in oziroma tožili jih, ne, in so mogli zapreti, ne. Zdaj, klej pač en tak, kako bi rekel, jaz sem klej malo split, ne, po en stran je sigurno pač to je delo nekoga, sploh, ko gremo pač v bistvu neka literarna dela pa tako naprej. Pri samem znanju, sploh kakšna matematika, naravoslovje pa tako naprej, to mi ne more noben, tudi če je avtor, ne vem, učbenika za biologijo, mi ne more reči, da je on avtor tega, ne. In je pa res, ne, da v bistvu to znanje je prišlo iz vseh učbenikov, iz celega sveta, tudi iz nemščine, japonščine, kakorkoli, in to, kar dobiš ven, ne, je pač v bistvu nek konglomerat tega, ne. Kako zdaj locirati pač to znanje, who knows, vem sam, da pač zares je to dobro za človeštvo, pa drugo, zelo bi bil nesrečen, če pač v bistvu je samo par podjetij, ki profitira od tega. Ne. Zato so mi pač všeč v bistvu te bolj open source modeli ali pa te bolj, seveda dejansko, vprašanje sicer, če se bo to zgodilo, ampak da ima vsak v bistvu tudi pri sebi doma, ne, eno škatlico, kjer je pač gor en LLM, kjer v bistvu imaš vsa ta znanja in je prosto dostopno, da je pač znanje prosto dostopno in pač je v lasti celega človeštva. Ne. Je pa res, da se, če imaš pač ti cloud storitev, je pa to bolj convenient, ne, ampak to je že pa druga tema. Ne. Sam zelo si pač želim, da pač enostavno tle gledamo bolj, kaj je dober za naše otroke, ne. Pa za vse, veš, pač v bistvu, da pač je enostavno znanje toliko bolj dostopno. Ne. Definitivno mora biti znanje dostopno. To je v bistvu pač pozitivne strani. Ja. Commodity, ne. Mogoče za zaključek, zdaj sva kar malo odplavala v druge sfere, pa bi te še vprašala, če kaj spremljaš mogoče te AI stocks, AI delnice, kakšne se ti zdijo zanimive za investiranje, mogoče kakšen ETF, ki ti je zanimiv, da greva malo ven iz tega. Pa mogoče mora tudi še kaj povedati tako v skladu konkretno o investicijah, se pravi velikosti investicij in tako naprej, ne, ker sva malo zašla zdaj na to AI. Čisto sva zašla, ja. Zdaj, jaz na začetku sem sicer mogoče malo več imel tega stock pickinga, pač to je mogoče tudi ta podjetniški del, ne. Plus takrat sem imel še enega wealth managerja iz Londona, ki mi je pač tako svetoval, pač v bistvu sestavil nek portfelj, ki je bil tako bolj razpršen. Zdaj, čez leta sem pa v bistvu prešel bolj na to, da pač imam enostavno pač par ETF-ov in v bistvu pač par delnic, ki so mi blizu. Ne. In ja, valjda so to bolj te tehnološke, ne, se pravi Nvidia, Google, Amazon, Microsoft in tako naprej. Ne. Tako da v bistvu zares ne delam stock pickinga, ker pač, ne vem, raj svoj čas porabljam nekje drugje. Čeprav vem, da pač ti pikaš podjetja, ti delaš startup pike. Ja, ampak veš, tam porabljam čas. Ne? V bistvu na une pa pač, pa zdaj le recimo, ne, ko se bo veliko stvari spremenili, če bomo rešili v ta decoupling globalizacije, ne, to bo tako zelo volatilno pač časovno interval. Ne? Tako da v bistvu nekdo, ki se s tem ukvarja prav s tradingom, ne, po mojem lahko veliko zasluži, ne, ali pa tudi veliko denarja izgubi, no, kakorkoli pogledaš, ampak se mi zdi, da predvsem pač v bistvu lahko veliko denarja zasluži, ne. Jaz gledam to na predvsem, kupam tiste podjetja, kjer pač bi jih rad držal 10 let in pač enostavno jih držiš in se ne ukvarja s tem, ne. Razen, če se res neki ful pač premakne. Recimo zdaj
recimo zdaj imam mnogo wealth managerja, ne, in v bistvu on mi je svetoval pač tudi te evropske pač obrambne delnice, ne. Pa sem se ful upeljal še na začetku, ne, seveda Rheinmetall je šel 3-kratnik gor, pol od takrat, ki mi je on to predlagal, ne. Ampak zdaj pa sem vseeno pač v bistvu gledal, ok, pač geopolitično vseeno je, nažalost pač orožje tudi rabimo, ne, Evropa se more pač tudi tukaj ojačati, ne, pa podjetja tukaj se morajo ojačati in tako da imamo v bistvu tudi recimo neke ETF-e, ki so pač na tem področju, no, ampak načeloma probam zelo tako tak nezanimiv portfelj med, no. Zdaj pa mogoče, da se vrnemo malo k skladu, ne, ki v bistvu so kar deviirala od te teme, ne. Zdaj, eno, kar ponovadi kdo vpraša, ne, kakšni so tiketi v sklad, ne, se pravi, kakšni so pač te investicije, ne. Zdaj, s tem skladom, ne, 35 milijonskim, so v bistvu tako nekje, bi rekel, te, ki so posamezniki, so od milijona, ampak so pa lahko tudi dol do 50 000. Zdaj, mi smo, recimo temu, skoraj najviše regulirana faza na ATVP-ju, ne, tudi zaradi pokojninskih skladov, ne, in v bistvu zaradi tega je ta najnižji tiket lahko 50 000 evrov, kar pomeni, ne, ker sklad v bistvu, ko bi rekel, ti se zavežeš pač, da boš vložil, ampak potem pač dejansko ti te zaveze upokličeš, ne. In zdaj, ker imamo mi preveč investicij, pa preveč investitorjev na drugi strani, ne, nočemo zdaj to delati za vsako investicijo posebej, ne, tako da v bistvu smo poenostavili in enostavno 20% vsako leto pač upokličemo noter, tako da imajo tudi vlagatelji zelo predvidljiv, nek tak, lahko zelo planirajo, ne. Kar je recimo nekaj, kar tudi mene na drugi strani pač, ne bom rekel, da frustrira, ampak vedno, ko pač investiraš v nek sklad, ne, imaš nek commitment, ne, in v bistvu ta denar moraš imeti nekako rezerviran, ne, vsaj tako na ta način, da ga lahko hitro likvidiraš tam, kjer pa si investiran, in v bistvu potem pač izpolniš svojo obvezo, ne. In je pač v bistvu ful lažje, če imaš pač to zdaj pač tako predvidljivo, ne. In zdaj Se pravi, da še to pojasnim, zdaj mogoče marsikdo ne ve, kaj pomeni upoklicati. Se pravi, če ti daš 50 jurjev, oziroma se zavežeš, da boš dal 50 000, pa če imaš 20% na letni ravni upoklica, to pomeni kaj, 10 000 evrov vsako leto. Tako, ja. Lahko zelo planiraš, ne. In v bistvu, zdaj mogoče samo omeniti, ne, zdaj ti z average investicije tam bolj okoli 250 do pol milijona, ne. Imamo pa pač en tak del, ki je v bistvu rezerviran za te neke podjetnike, ki še niso mogoče exitirali svojih firm, ampak v bistvu so jih že zgradili, dobro delajo in bi se radi malo spoznali s tem investiranjem, ne. Zares, jaz sem tudi začel pač ko angelsko investirati na začetku, ne. To je kar random, ne. Ti imaš med res po en stran velik ali pa dober deal flow, ne. Po drugi strani tudi ti moraš videti toliko in toliko teh priložnosti za to, da veš, da recimo oblikuješ pač ta občutek, ne. In ni šans, da ga narediš, razen mogoče pač v neki svoji industriji, s tem, ko vidiš mogoče, ne vem, 10 dealov na mesec, ne. To jaz še zdaj rečem, da pač v bistvu in jaz in cela ekipa se pač učimo sprot, kaj pomeni, kaj je lahko dobra investicija in kaj ne. Je lahko samo en del, je pač v bistvu ekipa, pa market, pa tako naprej. Kar večina ljudi pozabi, ne, pač da v bistvu tisto, ki je najbolj pomemben, ne, in bi mogel biti najbolj pomemben, je pač v bistvu, da že takrat na začetku imaš vsaj neko približno idejo, kako se bo ta firma prodala. Ker spet, investirati v podjetje je enostaven, divestati, exitati iz podjetja pa ni tako enostaven, ne. Če se malo navežem na State of Adria Tech Report, ne, tam tudi trackamo exite in se pogledamo zdaj za nazaj, ne, to je ranga, ne vem, 50 exitov, ki so jih zgodili v celi regiji, ne. Kakšna je zdaj verjetnost, da bo glih tvoj startup, ki ste investiral pač exitov, ne. In zato je tudi pol neka taka način, kako delaš pač to na bolj varen način, je pač, da enostavno imaš večji portfelj, ne. A ti tipkaš mogoče kaj? Ja, ne, sorry, imam eno
A se sliši? Jaz sem slišala, jaz sem mislila, da tipkaš zraven. Sem te hotela vprašati, če si ti odličen v multitaskanju, ker večina moških namreč ni. Ne. Da pa ti meni odgovarjaš. Da tudi punce niste. Zares veliko ljudi misli, da pač je dobrih v multitaskanju, ampak pač enostavno context switching ti pač veliko vzame. No. Tako da je vedno boljš pač več stvari. Najprej eno, pa pol na drugo. Jaz sem mislila, da tebi uspeva vse, ampak v redu. Okay. Ja, Gregor, to je bil uvod v debato, da bova zihar še kakšno na to rekla, ker se mi zdi, da je pomembno, da govorimo tudi o teh alternativnih skladih čim več. Tudi mislim, da je kar nekaj zanimanja strani naših poslušalcev za to vrstne tematike, tako da ful ti hvala, da si vzel čas, pa tudi to, da si v bistvu predstavil svojo zgodbo, svojo izkušnjo na tak iskren način, tako da ti iskrena hvala. No? Hvala tudi tebi za povabilo, je vedno zabavno. Hvala tudi vsem, ki ste nas poslušali, gledali, ostanite z nami, poslušajte Money How, ne bo vam žal in lep pozdrav.